Prvo berilo psalm, drugo berilo in evangelij. Govori o tem, da je Bog poskrbel. Bog je poskrbel. Kako Bog poskrbi za svoje. Pomnožitev, čudežna pomnožitev. Imamo kar nekaj v Svetem pismu. Tudi olje in moka preroka Elija. Elizej je bil njegov naslednik. In kaj nam govori ta prva zgodba in potem tudi zgodbe dalje, oziroma zgodbe resnični dogodki, da tisto malo, kaj imamo, moramo dati. Tisto, kar imamo vrednega, resnično, kar lahko nahrani ljudi, kar lahko ljudem pomaga. Tisto malo, kaj imamo, moramo dati v ljubezen, se pravi, in pa v Božji načrt odrešenja. In to bo Bog poskrbel, da bo imelo svoj učinek, da bo doseglo svoj cilj. Daj ljudem, da bodo jedli. Pa ne gre samo tisto, da bodo jedli telesno, ampak tudi duhovno. Daš to, kar malo resničnega imaš, kar je tvoje. Pravi, jedli bodo in bo še ostalo. In jedli so in še pustili po Gospodovi besedi. Mi mislimo, da je izvor vsega samo ta svet s svojimi zakonitostmi. Da lahko Bog včasih izredno po njegovi besedi, po njegovem navdihu naredi drugače. In prav tu imamo to njegovo zagotovilo. On je izvor. Kdo je izvor, kdo je stvarnik sveta? Sam se ni mogel narediti. Materija sama se ni mogla narediti. Pač pa je Bog je izvor. On je tisto absolutni, ki mora biti na začetku, ki pa je dal tudi vso inteligenco, modrost, matematiko, fiziko, biokemijo in vse te stvari je postavil v to stvarstvo, ki pa se samo od sebe ne bi moglo tako narediti. In zvesti Bogu ga bodo slavili. Tisti, ki so zvesti Bogu, pomeni vsak dan hodijo za Bogom, premagujejo se pri grehih, izpolnjujejo njegovo besedo, z Bogom iščejo duhovni stik in to dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecem, leto za letem, desetletje za desetletjem. Hodijo z Bogom in ti bodo dobili Božjo pomoč, on bo blizu tem, ki ga kličejo v zvestobi. Pravi, ne moramo biti nezvesti in klicati k Bogu. Po naši lastni volji, po našem življenju, ki potrjuje našo odločitev, se mi zagotovimo, da je Bog nam blizu. Tako, ravno to želi govoriti apostol Pavel v drugem berilu, ko pravi o zvestobi. Pravi, kdor je zvest. Bili ste poklicani med Božje ljudstvo in zdaj pa morate vredno tega klica. Kdo vas kliče? Gospod Jezus Kristus. V čistost, svetost, ljubezen, izpolnjevanje, vedenje Božje besede. On vas kliče in morate sedaj odgovoriti na ta klic pravilno. Kako? V potrpežljivosti, v ponižnosti, v krotkosti in pa v ljubezni, ko prenašate drug drugega. In tu potem, ko ti potrdiš svoje življenje z zvestobo, tukaj dobivajo potem njegovi zvesti, njegovo bližino, njegovo pomoč, njegovo rešitev, tako pravi apostol Pavel. In evangelij sledi enaki logiki, ko Jezus nasiti veliko množico. In Jezus je delal čudeže bolj kot katerikoli drugi človek ali rešitelj ali verski voditelj na svetu in bolj verodostojno. Tako je Jezus delal znamenja. čudeže.
In pravi, ker so videli znamenja, te čudeže, so hodili za njim. Ampak Jezus je videl, da je tudi njihovo srce voljno. Zato je lahko tudi nahranil to ljudstvo. Kaj imamo? Ne vem, kaj spravi, nekaj kruhov, 5 ječmenovih hlebov, pa 2 ribe. A 5000 mož. In zopet ponavlja se čudež Svetega pisma, kakor je bil pri Elizeju, pomnožilo se je moka tam, pa olje, tu potem se je pomnožil kruh, ki so jedli, in zdaj kruh in ribe se pomnožijo. Kakih 5000 mož. Tisti, ki iščejo Boga in Bog daje milosti, in tisti, ki hodijo v zvestobi za njim, so deležni njegove milosti. To je prerok, ki mora priti na svet. Zato, ker so jedli, ker so pili, so ga želeli postaviti za kralja. Na silo, pravi. Jezus je delal znamenja in čudeže. Apostol Pavel pravi, da bodo na koncu tako verovali, da bo zametovali Božjo silo. Torej ne bodo delali čudežev v Jezusovem imenu. Pravi, takih se ugibli, ker bodo samo imeli neko formo. In prav v takšno stanje smo danes mi prišli, da ni več toliko znamen in čudežev, kot jih je bilo takrat. Pravi apostol Pavel, mora imeti čudeže, mora imeti znamenja. In sicer ta znamenja ima v skrbi za ljudi, tako kot je Jezusa je bilo skrb za ljudi, ne za njega, ne za, tudi delno za učenca, ampak za ljudi. Njemu so bili blizu, tako naj bi pravi Jezusov učenec in apostol skrbel za ljudi in oznanjal evangelij, veselo novico v Jezusu Kristusu, da se ljudje rešijo. In tisto malo, torej ista zgodba, tisto malo, kar imamo, vredno, kar nas hrani, duhovno ali materialno, tisto, kar imamo, tisto podelimo z ljudmi, da so tudi oni nahranjeni, in materialno in tudi duhovno. Jezus se je umaknil, ko so ga hteli postaviti za kralja. Zakaj? Ker on ni hotel služiti nekemu kraljestvu koz in krav, nekemu malemu ljudstvu za časne cilje, ampak on je služil Bogu vsemogočnemu, svojemu očetu, kot pravi, mojemu očetu, vašemu očetu. On je imel duhovno poslanstvo za vso večnost. Tako bi naj tudi mi bili njegovi učenci, in gledam sedaj na svoje 35 let duhovništva, pa okrog, mislim, 49 let krščanstva, svoje zgodovine, da je bilo zelo, zelo težko, sploh v štartu, je bilo zelo nemogoče pravzaprav situacija, in potem venomer je bila težka situacija in v mojem duhovništvu. In sem pa podelil tisto malo, kar sem imel. Najprej vero. Tisto malo vere, da je Jezus tisti pravi odrešenik, da je on zato tukaj, da nas reši. Imel sem neko malo ljubezni do Jezusa in tisto malo vere sem podelil z drugimi ljudmi, in so bili potem takoj veliki sadovi. Sadovi so na nek način moji učenci, ki so hodili takrat na ta moja srečanja, ki sem jih imel redno, danes nekako nimam več časa za to. In jih srečujem vse posod, po župnijah, so glavni pomočniki, pa kločarji, pa zvesti sodelavci, grem na ono župnijo, tam je eden, ko je na drugo župnijo, in zvesto sodelujejo z Bogom. Mnogi drugi so ostali trdni v veri in postanejo še bolj katoličani, še bolj molijo in vztrajajo v veri še naprej. To so na nek način sadovi, tisto malo vere, kar sem jaz dal. Bog je potrjeval z raznimi znamenji, ali pa recimo, da se pač enostavno čudimo po molitvi, da je
do tega prišlo. In tega je tudi bilo po, bi rekel, tem mali delitvi vere, ki sem jo imel in podelil. Potem je bilo nekaj, se pravi, obnov, tisto tako ali tako, stavb in vsega tega ogromno, materialnega, vsega tega, pa tudi nekako duhovni sadovi. Sicer sem imel 2 novomašnika, za katera se jaz res nisem kaj dosti trudil, ampak 2 diakona, pa druge duhovne poklice, sestrske poklice, tako da vidim, da je tisto malo vere, ki sem je dal, je obrodilo sadove. Mene še zdaj sem presenečen, ko večkrat pride ljudje po dolgem času, ja veste, takrat pa to je Bog meni to in to storil. Jaz sem vesel in ne vem sploh za tem, kaj je Bog vse delal. Torej delimo tisto malo duhovne vrednote, kaj imamo, in bo Bog pomnožil. Pa tudi materialno, lahko rečemo, nekaj sem svojega materialnega dobrin nekaj razdelil. In kaj je z tega prišlo? Prišlo je Exodus TV, ki je sedaj že 16. leto, in če jutri propade, sem Bogu hvaležen za to, da je tisto malo, kar sem podelil mojih materialnih dobrin, tako bogato pomnožil. Kaj bi bilo, če bi bili mi res sveti in bi darovali vse, sami sebe in vse materialne dobrine, ki jih imamo, kakšne velike sadove bi mi potem imeli. Bog je torej zvest. Zvest je, ko mi z njim sodelujemo, tisto malo, kar imamo, delimo, on to pomnoži, bogato pomnoži. In je odrešenik za nas osebno, za naše bližnje, za naše otroke, vnuke in pa za slovenski narod in pa za ves svet. Zato slava njemu, Jahve, ki je Bog, torej jaz živim, torej Oče, in slava Jezusu, ki je Bog od Boga, kot nas uči naša vera, ki pa je Ješua ali pa Jahve rešuje. Slava našemu odrešeniku in našemu dobrotniku. Evangelij je resnica in ni ga rešitelja, katerega beseda tako velja in tako velikega rešitelja, kot je Jezus Kristus. Amen.